Ja, zdaj, ko sem poslušala tale uvod, moram reči, da imam jaz tudi kar malo slabo vest, ne, po eni strani kot direktorica svojega podjetja, ne, kaj zamujamo ali pa kaj na nek način bi lahko zraven dodali, hkrati pa tisti, ki me poznate, veste, da zelo veliko delam na vpeljavi kadrovskih procesov, med drugim tudi dostikrat na področju razvoja izobraževanja, in tu imamo kar velik manko. Mogoče moj prispevek bi bil bolj kritični v pogled, kako se mogoče sploh pripraviti, ne, na to vrstni proces, ker mislim, da je to, ne moremo kar ad hoc neko stvar narediti. Ja, se da na začetku, ampak seveda sistematičen razvoj zahteva tudi celovit premislek, kako posamezne vsebine vpeljati. In tisto, kar se mi še zdajle poraja, ne, ko znotraj kadrovskih služb gledamo, kdo je tisti, ki bi lahko pri tem pomagal, ne, ali pa kako tudi to interno okolje v bistvu razviti. Informatik mi morda zna pomagati z vsebino, marketing celo, ne, ali pa PR mi zna mogoče malo pomagati z pisanjem, ne, ali pa s tem, kako neko stvar narediti bolj atraktivno, medtem ko v kadrovskih službah v bistvu imamo organizatorje izobraževanj. Torej, tisti, ki znajo stvari organizirati, ki znajo stvari poiskati, nimamo pa toliko tistih, ki znajo te stvari razvijati, ne. In mislim, da je to eden izmed poudarkov, ki ga bo treba v prihodnje tudi zelo veliko nagovarjati znotraj te sredine. Torej, vsaka organizacija seveda ima neko svojo podstopno rasti, ne. Znati kaj, ne, imamo razvite tiste veščine, kakor se nam zdi po eni strani to temeljno vprašanje, ampak to vprašanje je ključno zaradi tega, ker se kader menjava, fluktuacija v organizacijah je velika in vedno več v bistvu poudarka še vedno na razvoju, kaj jaz moram znati, žal bo potrebno. In tu se na primer srečujemo z veliko stopnjo nezadovoljstva obstoječih mentorjev. Zdaj, na začetku ste izvali, ne, kako naj v bistvu te ljudi imenujemo, zelo različne vloge so. Imamo vodje, ki v veliki meri pač so odgovorni za izobraževanje, za usposabljanje nekoga, ki pride na novo. Potem imamo tako imenovane funkcijske mentorje, ki vsak pokriva neko svoje področje. Imamo nekoga za varstvo pri delu, imamo nekoga za informacijsko tehnologijo, v podjetjih celo v bistvu gre v tej smeri, da znotraj vsakega oddelka se najde tako imenovani nek mentor, učitelj, tutor, kakorkoli ga imenujemo, ki je po eni strani skrbnik znanja, torej ve, kaj se na njihovem področju dogaja, in hkrati je tudi prenosnik znanja. In ravno zaradi tega, ker pač prihaja do hitre menjave kadra, so ti ljudje vedno bolj obremenjeni, torej vedno znova v bistvu izrabljam čas za nekoga, ki je morda v organizaciji, ne vem, 3 mesece, 6 mesecev, 2 leti, 5 let je v bistvu že dosežek. In seveda tu je uporaba digitalnih vsebin izjemnega pomena, ker seveda na začetku je veliko vložka potrebno, ampak potem seveda se pa ta vložek skozi čas, pa še skozi kakšne druge stroške seveda zelo hitro optimizira. Velik poudarek je na treningu kako, ne, sem nekoč bila, sem nekaj slišala, ne, ampak seveda pozabljamo ali pa neko stvar nismo dolgo časa naredili, na primer pri podjetjih, ki se ukvarjajo z tole večjo pravilnostjo, ne, ko jaz menjavam na primer eno linijo, delam, pač sem formalno usposobljena za delo na vseh 3 linijah, ampak zdaj pa 2 meseca že nisem delala na neki liniji, ne. In v takih primerih v bistvu kratke osvežitve, preden me prestavijo, ne, ve se, kdaj bom pač spet delala, je to nekaj, kar lahko seveda spade v samoučeče se okolje organizacije, na primer tudi za proizvodne delavce, torej predvsem zato, da se ozavesti za tiste stvari, ker na primer lahko prihaja do napak, do težav in tako naprej. Se pravi, tretji pa četrti nivo, ne, znati zakaj, pa skrbeti zakaj, seveda je pa tisto, kar pričakujemo od naših sodelavcev, ne, da bo seveda vsak pri sebi razvijal svoje znanje, razvijal svoje kompetence, ne zato, ker more, ne zato, ker bo napredoval, ne zato, ker mu je nekdo rekel, ampak predvsem zato, ker pač vemo, kakšne so naše odgovornosti do tako imenovanih uporabnikov strank, če želite. Torej, ni več cena tista, ampak predvsem storitev je zelo pogosto odločujoča v tem, ali se bo nekdo še odločil za nas ali ne. Zdaj, ko razmišljamo o tem, kaj v bistvu razvijati ali pa kako postavljati tudi izobraževalne programe, definitivno še vedno bo en del temeljil na veščinah in spretnostih. Te veščine in spretnosti se bodo
spreminjale ali pa se spreminjajo tako hitro, kot se spreminja tehnologija. Vsakeč znova, ko neko stvar kupimo, ne samo tehnologija na eni strani in po drugi strani, kako se razvijajo naši produkti. V bistvu tudi za razvoj teh produktov, zanimivo, naprimer, moja izkušnja je taka, da so podjetja pripravljena veliko več vložiti v tako imenovani online trening svojih potencialnih uporabnikov. Torej vsi tisti, ki razvijajo rešitve v smislu montaž, sestavljanja nekih materialov in seveda, da imajo potem distribucijo po celem svetu, so pripravljeni seveda ogromno časa in tudi investicij razvijati v to, da pripravijo tako imenovane tutoriale za njihove, ne vem, montažerje takšne in drugačne, ki se seveda preko spletnih orodij učijo uporabe oziroma nakupa tudi njihovih izdelkov, ker seveda jim je v interesu, da ne samo, da je dobro narejeno, ampak seveda tudi dobro zmontirano. Imamo v kakih predvsem manjših obrtniških zanimivo podjetjih primere, ker grejo veliko razvoja, vlagajo v to, kako naprimer usposabljati svoje tako imenovane, bom rekla zdaj, deležnike. Zelo pomemben moment, kjer se mi zdi za tako imenovane audio in video vsebine, je tudi ozaveščanje o sami organizacijski kulturi. Zdaj sem dala primere montaže, zdaj bom pa tu vzela v bistvu tako imenovani PR, reklame, marketingi, videospoti in tako naprej. Torej tisto, kar že danes delamo za naše kupce. Marsikdo, bom rekla, da primer neko zavarovalnico, torej če se odločam pa zdaj za nek zavarovalniški produkt in me to zanima in brskam pač po spletnih straneh ali pa spletni strani neke banke ali pa zavarovalnice, bom kot uporabnik zvedela morda veliko več po tej zavarovalnici kot pa njihovi zaposleni. Čeprav so materiali narejeni, ampak materiali so delani za drugega uporabnika. Premalo jih znamo uporabiti v bistvu iste materiale, morda lahko malo spremenim verzijo, pa tudi če jo ne, torej da še vedno v bistvu te iste materiale ne samo za promocijo in marketing, ampak seveda, da jih uporabljamo tudi za ozaveščanje o tem, kakšne produkte imamo, ne glede na to, kje sem, kaj sem. Ker seveda vsak zaposlen je na nek način tudi v bistvu prodajalec svojega podjetja. In se čez v računovodstvu rečem, čuj, to pa vpraši mojega prodajnika, ker ti pa jaz ne znam povedati, kaj mi počnemo, ker sem tu zaposlena, že 20 let je malo hecno. Ampak tega se v bistvu premalo poslužujemo, torej novo vedenje in prepričanje. Zelo veliko se mi zdi tu manjerskega prostora tudi za tako imenovano vodenje z izgledom, kolikokrat vidimo predsednike uprave, kolikokrat vidimo neke ključne kadre, ne samo na sestankih, ampak seveda, da tudi določena svoja prepričanja razlagajo s pomočjo teh medijev. So pripravljeni zopet intervju za kako medijsko hišo narediti, medtem ko pa za svoje notranje zaposlene počasih imamo kar s tem težave, pa mislim, da je to poseben moment, ker mnogi od njih niso vidni ali pa jih ni, je težko naprimer do njih priti. Tretji moment, to, kar Valerij ste pa vi zaključili prej, torej poznati vprašanja, kaj bomo pa v bistvu sploh potrebovali. Mislim, da ta korona, ravno danes sem se pogovarjala z enim kolegom, ki dela na področju digitalizacije, pa sva govorila tudi o učenju in teh platformah, je rekel, zelo hitro smo v bistvu ne prvi val, ampak drugi val, sploh ni bil več problematično, ne glede Teamsov, ne glede ničesar, kar naenkrat smo vsi že na tem. Medtem ko v prvem valu seveda je bila velika težava prvič pač imeti dostop, torej malo smo se ukvarjali s tem, ali imamo sploh ustrezno opremo ali ne, žal smo tudi na tem področju ponekod šibki. Namreč tehnologija obstaja. Jaz mislim, da celo tehnologija v tem trenutku je celo preveč in zmede, ker se potem ne znam odločiti, kaj pa zdaj tisto, kar pa naj uporabim in potem izgubljam ogromno časa, da v bistvu proučujemo, medtem ko čas teče. Jaz pa moram, neko vsebino, imamo zelo malo časa, da jo pripravimo, ker takrat, ko jo razmišljamo o njej, se v bistvu razmišljamo iz tega, ker je že neka nuja nastala. Navodila za COVID ukrepe, že danes jih moramo narediti, mi se pa danes pogovarjamo ali pa pripraviti infonografiko, ne samo za to lahko v bistvu v vsakem oddelku najdemo. In zato se mi zdi pomembno, da tudi zaposlene ali pa vodje usmerjamo v to okolje ali pa jih razvijamo to vrstna digitalna znanja, da bodo seveda znali pri tem delati. Ali bomo imeli pa znotraj organizacij ali pa outsourcano, v bistvu oddelek ali pa nekoga, ki bo razumel našo potrebo in mi bo pomagal to hitro narediti.
Z vidika razvoja vsebin, jaz ponavadi uporabljam teh 5 točk, ne, ko predvsem znanje razdelimo na nek način v različne elemente, ali v eni vsebini povemo vse, ne, ali pa posamezne stvari razdrobimo. In to se mi zdi tudi en tak zelo smiseln razmislek, ne, kako v bistvu ustvarjati neke vsebine. Ne, zdaj, če vedeti kdo, ne, tu bom vzela zgodbo, vedeti kdo so naši kupci. A lahko, na primer, uporabljamo tudi gradiva povezana z našimi kupci, z njihovimi predstavitvami, lahko tu v bistvu delimo določene materiale, zato seveda, da bodo moji zaposleni lažje spoznali, za koga mi delamo, ne? Ker seveda ta pričakovanja so pomembna. Vedeti, kdaj je predvsem pomembno razumeti v bistvu trenutek, ne? Tu se pogovarjamo o kakovosti, se pogovarjamo o proaktivnosti, o tem, kako v bistvu je potrebno, ne, da, ali pa bom rekla v timskosti, ne, da vsak oddelek opravi svojo nalogo in zavedanje v skupnem sodelovanju, ne, lahko v bistvu uporabljamo digitalna sredstva tudi za coffee sharing, za idea sharing, za v bistvu reševanje nekih določenih problemov, morda tudi določene reklamacije, ne, zato da smo na ta način tudi bolj proaktivni. Medtem ko te prve 3, kako, zakaj in kaj, so pa, bom rekla, osnovni temelji pri učenju, ne. Zdaj mogoče v mojem prispevku sem malo razmišljala o tem, ker nimam sama toliko teh digitalnih vsebin, ali pa sem vedno vezana na posamezne omejitve, ne, pri dostopu do vsebin pri organizacijah, s katerimi delam. Sem bolj razmišljala v smislu, katera so tista obdobja poglobljenega učenja, ko je potrebno posamezniku res veliko stvari ponuditi. In seveda takrat, ko je to obdobje skoncentrirano, se pojavi seveda težava, da ljudje, ki učijo nekoga ali pa ki pripravljajo nekoga na nekaj, ponavadi seveda nima vedno dovolj časa, ali pa so moteni, ali pa ne morejo tega organizirati na tak način, kot bi bilo potrebno. Tudi če govorimo o tako imenovanem coachingu, ne, zdaj kako, jaz pač coaching razumem kot nekoga, ki na daljši čas nekomu pomaga pri razvijanju njegovih, bom rekla, malo višjih veščin, predvsem z postavljanjem vprašanj, pa s postavljanjem izzivov. In seveda, zato, da ne rabi vsega razlagati, lahko posamezniku potem pomaga tudi z določenimi vsebinami. Zdaj bom dala tu primer spletne učilnice, ne. Jaz, odkar jo uporabljam na fakulteti, moram reči, da je to mi postalo v bistvu osnovno orodje, ne. In v podjetjih se včasih ukvarjamo s tem, ne, da zdaj kakšna je to investicija in kako v bistvu učilnice sploh vzpostaviti, čeprav je to zelo preprosto. Vsaka poslovna funkcija ima svojo učilnico. V vsaki svoji učilnici imamo nekoga, ki ga bomo pripravili na to, da bo znal urednikovati. Potem pa seveda, jaz se strinjam, ne, tu je kar nekaj časa potrebnega za to, da v bistvu te veščine usvojimo, ne. Jaz moram pri sebi priznati, da moja hči mene prekaša v editingu raznih videov, ona to naredi v 5 minutah, jaz se pa s tem ukvarjam 3 ure, zato ker se mi zdi, pa to ni v redu, pa oni v redu. Ne, smo morda v nekaterih zadevah tudi precej imamo v bistvu visoke zahteve do sebe, ne, in potem zaradi tega čas gre, ampak na koncu reče, saj pa vidiš, saj pa je pokazano. Povej mi, če še pokažem kaj drugega, ne, ali pa kako drugače zmontirati. Tudi ta orodja so postala precej bolj preprosta kot pred časom, ne, in se jih morda pač preveč bojimo, ne. Kreativnost mislim, da nam toliko ne manjka. Tudi v bistvu, če se tle postavim vlogo učitelja, ne, jaz pač, na fakulteti sem neka oblika predavatelja, v organizacijah sem spet v drugih oblikah, ne, imamo velikokrat, bom rekla, tisto strokovno znanje. To ni problematično, ne, seveda pa nam včasih manjka tudi nam malo kreativnosti, ne, kako zdaj to znanje v bistvu prenesti v malo bolj dinamične oblike. In tu se mi zdi, da je fajn, da veliko delamo tudi z našimi uporabniki, kdo so. Eni si bodo to želeli, ta employee experience je blazno pomemben, ne, zato sem tle izpostavila tako imenovani onboarding, ne, začetek spoznavanja organizacije, ko je včasih že to, kje je stranišče, čakaš na ta odgovor morda 2-3 uri. Ali pa, ne, kako je, zdaj, če pogledate, mislim, imamo dron, pa če pogledamo Gorenje, ne, in če ta dron posname Gorenje stop, pa to verjetno lahko naredi en Smrkovec nekoga od tam, ker mu bo to fajn, ne.
hkrati imam pa jaz s tem zelo dober zemljevid, kako neka organizacija nastaja, zato ker me bo vsaj 16.000-krat poslali tja v halo D, ki je 1,5 kilometra oddaljena in zdaj niti ne vem, ali naj grem s skirojem, ali naj grem s kolesom, ali naj grem peš. Ne, ampak to so v bistvu take zelo elementarne, pa včasih zelo banalne stvari, ki pa človeka spravijo v neko stisko, ne, in lahko so tudi zanimive, lahko seveda se iz tega naredijo kviz. Jaz mislim, da kreativnost tu nima svojih omejitev. Ta onboarding, ne, od tega, kdo smo, kaj delamo, kaj prodajamo, tlo mislim, da že v podjetjih obstaja ogromno materijala, ki ga lahko uporabimo, seveda sam treba ga izpraviti in seveda potem tudi posamezniku omogočiti ta čas, da se uči. Tu mislim, da je še en model ali pa en odgovor, ki ga bomo mogli z digital learningom rešiti, kje in kdaj se učimo. Spomnim vse tisti, ki mogoče malo bolj poznate, jaz mislim, da je bil Google, ne, ki je uvedel, mislim, da pol ure ali 1 uro na teden, ki so ga lahko zaposleni pač namenili, ne, svojemu času za učenje, ne. Mi tega časa v bistvu ne prelagamo, vse se boš učil ne vem kdaj. Zdaj pa eni bojo pač seveda nič ne vprašali in se bojo to tekom svojega dela se znašli in se pač naučili, ampak meni se je letos zgodilo prav absurden, še vedno ne dojamem tega, brezplačno usposabljanje, na katera njihovi zaposleni bi se lahko vključili do 40-60 ur. Organizirana so bila taka, da cirka 2 uri, ne, delovnega časa bi jim vzelo, in ker smo obveščali zaposlene, čeprav so bili vključeni v projekt, ne da bi kadrovska služba prej odobrila, mislim, je bila to katastrofa, kaj se mi gremo. Da njihovi zaposleni, da oni pa morajo točno vedeti, kaj se nekdo uči. Ne, zdaj se bomo šli birokratizacijo učenja, pri digital learningu ni birokratizacija. Jaz se učim v bistvu v tistem trenutku, ko nekaj rabim. Če zdaj delam nek video, verjetno ne bom se učili zvečer, ampak v tem trenutku bom zdaj iskala, ne, nek vir, nek source, da mi bo pač pomagalo ta moj problem, ki je pa službene narave, seveda pač rešiti. Ne. Potem seveda imamo element uvajanja na delovno mesto. Naprimer, jaz veliko delam v proizvodnih podjetjih. Ne. V proizvodnih podjetjih se srečujemo z 2 težkima momentoma in to je hrup, zvok in tako naprej. Pa tudi nevarnost. Ne. In seveda tu premalo uporabljamo te digitalne tehnologije, predvsem video, kako je nek stroj sestavljen, kako v bistvu nek delovni proces poteka. Zato ne in tle kombinacija videa in potem s podcasti, seveda te podcaste lahko posamezni delovodje, ne, ampak potem smo se pri enem pogovarjali, pa rekel, ja pa gospa, pa jaz še govoriti ne znam, kako naj bom potem jaz to zadevo posnel. Ne, okej, tle imamo, hvala Valeri, da ste to povedali, sploh nisem pomislila na simulator jezika, ne, okej, bo napisal tekst ali pa bo pomagal neko stvar, ampak tu v bistvu rabijo pomoč, ne. Delovodja, bom rekla, zdaj tega papirnega stroja, to je gospod, star približno 48 let, z 20 leti dela tam z morda tehnično šolo, ki ima veliko funkcijskega pa tega operativnega znanja, ampak izjemno težko mu je nastopati, izjemno težko mu je povedati, ne, dajte pa to vi. Že ko se mentorski programi pripravljajo, ne, pa se pogovarjamo o tem, kako boste pa preverjali neko znanje. Ja, pa mi naj tam pokaže. Ne, torej je potrebno tudi malo približati ali pa tle sodelovati, da se tudi te ekipe na nek način ta andragoško-pedagoška načela poskušamo noter upeljevati, seveda hkrati rabimo pa operativce za to, da bodo pač pomagali pri kreiranju zanimivih vsebin. Ne. Poglobljeno učenje je pomembno tudi v fazi nasledstva, napredovanja. Tu sicer, okej, so določene veščine, ki so morda se dajo, ampak tle predvsem se mi zdi pa, so pa momenti, kjer pa ne smemo nadomestiti online learning z osebnim learningom. Ne, tle pa še vedno rabimo v bistvu konkretne ljudi, konkretne zato posameznike z nekimi specifičnimi izkušnjami, ker seveda je treba stvari tudi personalizirati, torej, ali pa imeti možnost postavljati vprašanj. Ne, in to je pač eden izmed, ali pa delati kombinirano, ne, se potem dobivati. Sistem mentorstva, mislim, da je to Dormeo imel pred leti uvedeno, da je vsak njihov izvršni direktor v bistvu prevzel vlogo mentorja in si je zbral 2-3 mentorirance, ampak seveda je šlo to za nek tekmovalni proces, torej oni so izbirali, koga bojo mentorirali. Ni bilo to kar samo po sebi umevno. In seveda ta oseba je imela pač privilegij priti do
določenih izkušenj, informacij, ne vem, v društvu temle, kaj že, združenju Menedžer, na primer, se je upeljeval tudi en tak koncept mentorstva, ne, kjer si lahko v bistvu dobil neko določeno kvoto za to, da si lahko nekatere znanja in veščine pridobil. Zdaj tisto, ko, na primer, jaz sem bila lansko leto povabljena na organizacijo, pa moram reči, da trenutno je zadeva ustavljena, ker se ukvarjajo s tem, kateri e-learning sistem bodo uvedli. Moje izkušnje so v bistvu take. Slovenske organizacije v tuji lasti ali pa tiste, ki so sestavni del neke multinacionalke, imajo ta learning sistem v bistvu odličen. To bi bil moj naslednji job, če bi jaz v bistvu še kaj iskala, bi bila v bistvu kreator vsebin ali pa, ne vem, kreator digitalne akademije v neki organizaciji. Ker to v bistvu bo poklic ali pa bo delovno mesto ali pa projekt v neki organizaciji. Na primer v Sloveniji verjetno poznate BSH. BSH ima izjemno močno akademijo, trenutno začenjajo razvijati zgodbo za njihove montažerje, ne, oziroma za te, ki servisirajo njihove aparate, zato da v bistvu bodo ta knowledge predvsem šerali in hitro pospešili. Jaz mislim, da je treba pač tle razmišljati v organizaciji v dveh smerih. Torej, eno, kar je tisto generalno, kar moramo vedeti vsi. To so vsebine, ne glede na to, kdo je v organizaciji, ki je prav, da jih seveda poznavamo, ali pa če bom rekla, to je organizacijski dnevnik, ki traja vsake toliko časa in je prav, da ga seveda vsi poslušamo. Zelo pomembno se mi zdi element tudi spoznavanja ključnih ljudi, koliko časa, na primer, smo v nekem podjetju, pa sploh nimamo v bistvu občutka, kdo je, ne, in tu lahko imamo seveda hitre intervjuje, predstavitve. To, na primer, se je delalo v časopisih, to ja, ne, v internih medijih se, na primer, to dela in istočasno, ko jaz z nekom delam intervju, seveda lahko postavim zraven tudi video. Torej, ne samo pisni vir, ne, se pravi, skozi interno komuniciranje lahko pridobimo ogromno tega gradiva, je pa seveda pomembno tako, da IT oddelek kadrovski pa še morda kdo zraven pri tem sodeluje. Potem seveda so pa pač določene specifične znanja, ki jih pa v tem trenutku težko identificiram, ne. Ampak tle gre dejansko za neko delovno nalogo, za neko navodilo, premalo morda uporabljamo vsebine tudi za promocijo standardov oziroma zahtev teh standardov, ne. Tisto, kar se mi zdi zelo fajn, pa ponekod že tudi funkcionira, je v bistvu obdobno preverjanje znanja ali pa v bistvu zbiranje točk. Mi smo v preteklosti že postavljali tovrstne sisteme izobraževanja, da na primer predvsem za vodje, ne, da za vodje so v bistvu postavili interni pravilnik, kjer je vodja v obdobju 33 let mogel zbrati XY število točk. Zdaj pa to število točk je seveda pač zbiral na različne načine. Podjetje je v bistvu tako, kot je gospa Trunkova prej rekla, ne, koliko je ena naša ura, ena naša tale točka, ne, vredna koliko ur, toliko so na primer v tej organizaciji v bistvu uporabljali en tak soroden model in seveda vodja je potem mogel pač nabirati, ne, oziroma neka dokazila, ne, zdaj pa to so bila večinoma dokazila. Jaz mislim, da je precej bolj uporabno tudi, da gradimo določene kvize, posamezne teste ali pa, ne vem, določene študije primerov, ki jih lahko na primer nekdo potem tudi validira. Ogromno, na primer zdaj v letošnjem letu se je seveda razvilo webinarjev, ne, jaz sploh nisem vedela, kolikokrat sem bila jaz snemana. Za organizacijo, kjer smo pač izvedli neko izobraževanje in pol, ne, bomo zadevo ponovili, ne, saj smo vas posneli, to lahko zdaj mi uporabljamo. No, tle imamo pa zdaj drugo zgodbo, ki je zelo problematična, torej kaj z avtorstvom tem vsebin. Ne, ti sicer narediš 20-minutni video, ampak v tem videu je veliko know-howa. Ne samo tega, kako neko stvar narediti, ampak tega, kaj se je nekdo naučil. Torej, spada, če vključujemo v to naše sodelavce, spada v to v bistvu v sistem nenehnega izboljševanja. In mi moramo vključiti tudi to vrstno v bistvu nagrajevanje, spodbude, motiviranje, ne govorim toliko o materialnem nagrajevanju, ampak govorim o tem, da seveda je treba tudi to zadevo na nek način prepoznati. Veliko uporabljamo tudi open source, ne, vsebine, pa ima na nek način vsak neko svojo knjižnico, ne, ampak bi zaposleni seveda lahko linkali, ne, določene vsebine tudi tja, da bi se rekla, zdaj pa še ti to preberi, ne pa da ne pošiljamo znotraj mailingov dostope do člankov in tako naprej. Tisto, kar se mi je usposabljanje uporabnikov, partnerjev sem izpostavila,
tisto, kar se mi zdi še smiselno nagovoriti na tem mestu, je, kako se v bistvu podjetja odločajo. Seveda večina na nek način razmišlja o lastnem razvoju, torej bomo kupili nek e-learning sistem in potem bomo pač začeli razvijati svoje vsebine. Jaz mislim, da je to precej zamudno pa neproduktivno delo, ampak da je smiselno iti v nek kombiniran pristop. Tu vidimo, druga zgodba je pa, da v bistvu podjetja zakupujejo že danes. Ko sem malo pri naših partnerjih sprašvala, naprimer to sta mojeznanje.si pa ta GoTečaji, predvsem da za digitalne vsebine, to sta dve, pa seveda tudi še preko 2 ali pa 3 ponudnikov, ne bom zdaj vseh omenjala, v bistvu pač zakupijo nek dostop ali pa omogočijo neke licence. Tudi sama sem že večkrat sodelovala pri razvoju teh webinarjev, pa moram reči, da podjetja še vedno niso razvila nek ta pravi poslovni model, ali zdaj ponujati to za nižjo ceno, pa potem pač imeti več uporabnikov, oziroma kako postaviti, če si ti nek izobraževalec oziroma ponudnik teh vsebin, da seveda bo zgodba tudi poslovno rentabilna. Večinoma, naprimer, ni težav za tako imenovane, že ne več za jezike, že ne več za spletne tečaje raznih računalniških znanj, tudi kakšne bolj zahtevne, veliko tudi na področju tega digitalnega marketinga je že spletnih vsebin, tudi za področje vodenja, pa verjetno bi še kaj našla. In se potem v bistvu odločajo na ta način, da potem vključujejo nekaj v svoj interni learning sistem. Zdaj, da na koncu v bistvu še izpostavim, kdorkoli pač zdaj ta coach je, naj bo to moj vodja, naj bo to moj zaposleni, naj bo to nekdo. Se pravi, tu v bistvu ga rabimo tudi pripraviti oziroma usposobiti na to. Ko se enkrat odločimo, katero področje, pa kje so moje tiste strokovnosti, ki jih lahko na nekoga prenesem, potem seveda rabimo tu podporo za uporabo teh digitalnih vsebin oziroma delam to skupaj z nekom. Torej, da imam idejo, potem pa to nekomu dam in mi bo zdaj, ali je to v službi informatike, ali je to v službi PR-a, kdorkoli pač, ali pa celo morda nekdo zunaj, da mi bo znal seveda to spraviti v potem ta pravo obliko. Jaz mislim, da tu verjamem, da je več manevrskega prostora, kot da se bodo vsak sam mučili morda za 2-3 programa, ker v organizacijah imamo ravno s tem problem. Toliko, ko rabiš teh digitalnih vsebin za en tečaj ali pa za 50 njih. In seveda, če imam jaz omejeno znanje ali pa 2-krat, 3-krat moram neko stvar povedati, se velikokrat reče, pa zakaj bi zdaj, se bom pa nekomu pač povedal, odpredaval in tako naprej. Se pravi, da vidim, da je tu en moment, kjer jim lahko pomagamo. Potem, naprimer, uporabo teh učilnic, mislim, da je to eno tako zelo olajšanje vsem tistim, ki so mentori, zato ker vsakič, ko če sem na YouTubeu, pa vidim en v redu članek, ga lahko si jaz takoj linkam. Ne, da bi se v tistem trenutku pripravljala. In potem, ko seveda sem z nekom, ki mu želim to znanje deliti, on tam že ima. Potem je pa na njemu, koliko tega bo uporabil. Torej je tudi ta izgradnja zavzetosti pomemben element. In seveda uporaba v bistvu sekvenčnega učenja, torej da kombiniramo. Nekaj časa je namenjenega izključno podajanju znanja, potem imamo neko obdobje preverjanja, potem imamo v bistvu občasna srečanja, torej, ker v bistvu mi se danes na hitro neko stvar naučimo, pa si pa ne vzamemo v organizacijah čas za utrjevanje. In to utrjevanje v bistvu je pa tisto, ki naredi znanje oziroma informacijo znanje. Evo, to bi bilo mogoče pač z moje strani, pa če bo še kako vprašanje, se z veseljem vključim v diskusijo.